V 10 letih obstoja so v centru zabeležili 100 tisoč nočitev in imeli prek 23 tisoč gostov, v glavnem šolske mladine. Predvsem na račun naše Kolpe in lepega okolja imamo dosti ljudi. Center, ki zaposluje 11 domačinov, je zelo dobro vpet v vsa dogajanja v kraju, zato so jim ob jubileju podelili tudi priznanje krajevne skupnosti. Krajanom se moram še enkrat zahvaliti, ker so zelo korektni, zelo potrpežljivi in sodelujoči. Moram reči, da ni bilo nikoli nekih sporov, čeprav včasih mladina tudi malo poseže v okolico, vendar je to vse sprejemljivo. Glede na vladne varčevalne ukrepe pa v centru pričakujejo, da bo njihov osnovni program nekoliko okrnjen, zato se že trudijo privabiti v dom s 65 posteljami čim več gostov. Dobro sodelujejo tudi s ponudniki čolnarjenja na Kolpi, ki so ob letošnjem prazniku krajevne skupnosti prvič pripravili dan Kolpe in vse zainteresirane brezplačno popeljali na čolnarjenje. Na sklepni slovesnosti pa so podelili diplomo ambasadorja reke Kolpe 82-letnemu zdravniku Stanku Nikoliču iz Kostela, ki se že skoraj 50 let posveča razvoju turizma v dolini Kolpe. Kolpa je potencial turizma. In tega se vedno bolj zavedajo tudi v starotrški krajevni skupnosti.